Mary Fields se je rodila v okrožju Hickman v Tennesseeju leta 1832. Prvih 30 let svojega življenja je delala kot sužnja na bombažnih poljih. Kot pri večini sužnjev so podatki o njenem zgodnjem življenju praktično neobstoječi. Zaradi tega lahko le domnevamo, kakšni so bili njeni življenjski pogoji. Vse, kar vemo, je, da je Mary verjetno prerasla večino fantov in deklet v svoje mesto. Ko je bila stara 18 let, je bila že prava orjakinja. Bila je visoka skoraj 183 cm in tehtala okoli 90 kg. V tistem času je bilo običajno, da njihovi lastniki njihovih imen niso zapisovali v dokumente. Namesto tega so uporabljali številke, ki so jih zapisovali v knjige. Sužnji so bili obravnavani kot lastnina in Mary Fields verjetno ni bila izjema. Leta 1865 se je ameriška državljanska vojna končala in z njo je bilo suženjstvo prepovedano. Končno je bila Mary osvobojena po več kot 30 letih suženjstva v svojem življenju. Ni vedela, kaj naj stori, je sledila isti poti kot mnogi drugi nekdanji sužnji in se odpravila v novo življenje na veliko prijaznejši sever. Sčasoma je našla delo kot perica in služkinja na parnikih po reki Mississippi. Potem naj bi delala v San Antoniju na Floridi v domu sodnika Edmunda Dana. Vendar pa, ko je umrla Danova žena Josephina, je prosil Marijo, naj njegovih 5 otrok odpelje k njihovi teti v Ohio. Po dolgem potovanju so končno prispeli v uršulinski samostan Presvetega srca v Toledu, kjer je bila teta otrok. Mary Amadeus Dunn je bila mati predstojnica. Marija je uspešno izpolnila svojo dolžnost. 5 otrok je bilo zdaj varno pod skrbjo svoje tete. Ko so redovnice vprašale Marijo, kako je bilo na njenem potovanju, je odgovorila, da je bilo v redu. Nato pa je rekla, da bi ji prav prišla cigara in pijača. Z Edmundom Danom na Floridi in otroki, ki so bili varno pod zaščito svoje tete, Mary ni več imela delodajalca. Na srečo jo je samostan takoj zaposlil kot vzdrževalko posestva. Vendar uboge nune niso imele pojma, v kaj se spuščajo. Nune v samostanu so bile zelo mirne in dobro disciplinirane. Mary je bila popolno nasprotje. Naslednjih 15 let je Mary delala v samostanu. Tam je prejela nastanitev, obroke, oblačila in bila plačana $50 na leto. Prej miren in urejen samostan se je popolnoma spremenil, ko je prišla Mary. Bila je glasna in se je izražala na kakršenkoli način, ki se je zdel primeren. To je v mirnem samostanu dvignilo veliko obrvi. Res je, da je svoje delo opravljala dobro in je skrbela, da je bilo okolje brezhibno urejeno, vendar je njeno vedenje ustrahovalo mnoge nune. Kot se je spomnila ena izmed nun, Bog pomagajo vsakomur, ki je hodil po trati, potem ko jo je Mary pokosila. Preklinjala je, se pritoževala nad nizko plačo in bi se v vsakem trenutku spopadla s komerkoli, moškim ali žensko. Takšno vedenje bi takrat šokiralo bele ženske. Pričakovali so, da bodo Afroameričani lepo vzgojeni in pokorni, vendar se Marija ni ustrezala tej normi. Prav tako obstajajo zapisi, da se je veliko nun pritoževalo nad njenim temperamentom in težavno naravo. Čeprav se je Marija sprva težko prilagajala mirnemu življenju v samostanu, si je vendarle pridobila eno pomembno prijateljico, Mattie Amadea Dunn, zelo spoštovana in priljubljena predstojnica samostana. Mattie Amadea je bila pogumna duša, znana po svoji karizmi in neustrašnosti. Zelo dobro se je razumela z Marijo in njuno prijateljstvo je zacvetelo. Leta 1884 jo je njen škof poklical k misijonskemu delu in poslal na ozemlje Montane, da bi ustanovila šole za otroke staroselcev. Leto kasneje je Mattie Amadea hudo zbolela, morda zaradi pljučnice. Kljub vsem Marijinim napakam je imela močan čut za zvestobo in zlato srce. Takoj, ko je slišala novico, da je njena prijateljica bolna, je pustila vse in sama prepotovala 1600 milj dolgo pot, da bi pohitela k njej v Cascade, Montana. Marija je ostala z materjo Amadejo, dokler Mattie Amadea ni popolnoma okrevala in je bila ključna pri njeni negi in okrevanju. Sprva je Marija nameravala, da se bo vrnila v samostan v Ohaju,
ko bo njena draga prijateljica okrevala. Vendar pa se je odločila, da ji je Zahod všeč in se je odločila, da bo tam ostala. Potem je Marija začela delati v samostanu v Montani blizu Kaskada. Več let je pomagala graditi cerkve in druge stavbe okoli samostana. Bila je učinkovita delavka in je zavračala pomoč moških, medtem ko je na hrbtu nosila težke tovore lesa in kamna. Ko je bila gradnja končana, je še naprej delala za samostan, vendar je zdaj imela veliko bolj neposreden odnos z redovnicami. Čeprav je zvesto služila redovnicam v težkih, osamljenih skupnosti, so njeno vedenje in dejanja povzročila, da je bil škof vse bolj zaskrbljen. Minilo je le nekaj mesecev in že se je več ljudi pritožilo škofu zaradi njenega vedenja. Njegova nova zaposlena ni samo kadila, pila in preklinjala, ampak se je tudi oblačila kot moški. Te vrednote, ki sploh niso bile v skladu s katoliško cerkvijo, so povzročale napetosti. Kaplja čez rob je bila, ko se je Mary sprla z nespoštljivim hišnikom v samostanu. Stvari so postale nasilne in oba sta potegnila pištoli drug proti drugemu. Potem škof ji je ukazal, naj zapusti samostan in se nikoli več ne vrne. To je bilo prvič po mnogih letih, da je Marija končno lahko razmišljala o tem, kaj želi početi. Toda najprej je morala preživeti iz meseca v mesec. Da bi poskrbela zase, je opravljala vse mogoče priložnostne službe, kot je delo na kmetiji, kjer je pridelovala poljščine, skrbela je za živali, prala je perilo za ljudi in celo popravljala stavbe. Približno v tem času so ji staroselci dali vzdevek Bela vrana. Očitno to je bilo zato, ker se je obnašala kot belka, a je imela črno kožo. Ker je bila prva in med redkimi Afroameričani v mestu, krajevni belci niso vedeli, kaj naj si mislijo o njej. V eseju šolarka je o Mary zapisala to: pije viski in preklinja in je republikanka, kar jo naredi nizkotno, pokvarjeno bitje. A vendar s časom so se mnenja o njej v mestu spremenila. Na koncu je odprla restavracijo in se odločila, da bo postregla hrano vsakomur, ne glede na to, ali so imeli denar za plačilo ali ne. Nažalost jo je njena nagnjenost, da je dajala brezplačne obroke potrebnim, pahnila v propad. Po samo 10 mesecih se je njena restavracija zaprla zaradi stečaja. Približno v tem času so jo pogosto videvali v salunih, kjer je pila močne žgane pijače in se zapletala v strelske obračune. Leta 1895 njen stari prijatelj, mati Amadea, je podarila diližanso, da bi spodbudila potovanja v oddaljeni regiji. To je pomenilo tudi, da je lahko ameriška pošta uporabila kočijo za odprtje pogodbene poštne poti za hitrejšo dostavo pošte. Čeprav je bila Mary stara približno 63 let, jo je ameriška poštna služba zaposlila kot pismonošo. Kljub konkurenci je Mary dobila želeno delovno mesto zaradi svojega trdega slovesa in ker je hitreje vpregla konje v vprego kot drugi kandidati, ki so bili vsi moški približno pol mlajši od nje. Bila je druga ženska in prva Afroameričanka, ki je delala kot pogodbena poštna prevoznica. To ni bilo lahko delo. Bila je odgovorna za varno dostavo in zaščito pošte pred tatovi in razbojniki. Prejemala je pošto z določenih vlakov, jo naložila v poštno kočijo in se spretno premikala po najrazličnejših terenih, od razgibanih cest do blatnih polj. Hitro si je ustvarila sloves zanesljivosti. Nikoli ni spustila dneva dela in prav zaradi tega je dobila vzdevek Stagecoach Mary. Spretno je vodila svojo ekipo več konj in mulo, imenovano Moses. Ko je njeno pot prizadel močan sneg, zaradi česar se konji niso mogli pravilno premikati, si je nadela krplje, vrgla poštne vreče čez ramena in odšla v mesto. Kljub svoji zastrašujoči višini in postavi, trdemu vedenju in ugledu, so nekateri še vedno mislili, da jo lahko premagajo. Mary je s seboj nosila puško in revolver, da bi lahko vsakega povzročitelja težav hitro onesposobila z enim dobro merjenim strelom.
Govorilo se je, da je uspelo odbiti besno krdelo volkov s svojo puško. To je morda res. Kot vemo, bila je zelo učinkovita strelka. Njen temperament so primerjali s temperamentom grizlija. Stagecoach Mary ni smel nihče razjeziti pod nobenimi pogoji. Pa vendar, mnogo norcev je to vseeno storilo. V enem primeru je moški resno užalil Mary. Odgovorila mu je tako, da ga je obmetavala s kamenjem, dokler ni zajokal. Drug primer, ko so izstopili na žulj, je bil, ko jo je kavboj izzval na dvoboj. Sprejela je izziv. Ko se je dvoboj začel, je bila tako hitra pri izleku svojega 6 strelca, da njen nasprotnik ni imel nobene možnosti. Mary je namerno ustrelila blizu njegove glave, da je lahko začutil piš krogle. Prestrašen, moški je takoj popustil in nikoli več ni govoril z njo. Stagecoach Mary je postala spoštovana in priljubljena osebnost v Kaskadu. Čeprav je bila močna in zastrašujoča, so domačini občudovali njeno radodarnost in prijaznost do otrok. Poleg tega, mestne šole so se vsako leto na njen rojstni dan zaprle, da bi praznovali njeno življenje in poseben dan. Zaradi njene slave, lokalne restavracije so ji ponujale brezplačne obroke, v salunih so se vsi želeli pogovarjati z njo. Nažalost, Montana je sprejela zakon, ki ženskam prepoveduje vstop v salune. Mary ni smela več piti v enem od svojih najljubših krajev. Toda župan Kaskada ji je odobril izjemo. Poleg tega, nihče ni bil dovolj pogumen, da bi jo poskušal zadržati zunaj. Leta 1903, pri 71 letih, jo je starost končno dohitela. Po 8 letih opravljanja svoje dolžnosti, Mary Fields se je upokojila iz službe prevoznice pošte na Star Route. Preostanek svojega življenja je posvetila varstvu otrok v Kaskadu in vodila pralnico iz svojega doma. Mary Fields je umrla zaradi odpovedi jeter 5. decembra 1914 v bolnišnici Columbus v Great Fallsu pri 82 letih. Po njeni smrti je žalovalo celo mesto. Njena smrt je pomenila konec neke dobe. Zahod je bil poln močnih in pogumnih ljudi, a vendar nobeden izmed njih ni bil tak kot Stagecoach Mary. Zgodbe o mnogih legendah divjega zahoda so bile močno pretirane, kjer se je fikcija prepletala z dejstvi. Toda to ni bilo potrebno za Stagecoach Mary. Opisali so jo kot eno najbolj svobodnih duš, ki so kdajkoli živele. Mary Fields je bila pokopana zunaj Cascada. Njen pogreb je bil eden največjih, kar jih je mesto kdaj videlo. Hvala vsem, ker ste si ogledali ta video o Stagecoach Mary. Res upam, da vam je bil všeč. Če vam je bil, mi prosim pustite všeček in komentar spodaj. Če ste novi na kanalu in vam je bil video všeč, zakaj se ne bi naročili? Če imate kakšne nove predloge, mi prosim pošljite e-pošto na naslov, ki ga najdete v opisu. V zadnjem času sem prejel veliko predlogov, zato jih je res težko izbrati in najti v komentarjih. Če si torej res želite, da upoštevam vaš predlog, če res želite, da preberem vaš predlog, mi ga prosim pošljite na moj e-poštni naslov, ki je v opisu. To je vse z moje strani, se vidimo v naslednjem delu Forgotten Lives. Hvala.